Maribor kot univerzitetno mesto privlači stare in mlade študente. Zakaj pa prihajajo študenti iz tujine, pa bomo danes preverili na sprejemu, ki ga je organizirala Univerza v Mariboru. Povejte nam, prosim, Erasmus je spet pripeljal nove študente, tuje študente v Maribor. Koliko jih je v tem trenutku tukaj? V tem trenutku prihaja okoli 100 študentov, natančneje 94 študentov, ki prihajajo v okviru programa Erasmus. So pa še študenti, ki prihajajo preko mreže CEPUS, tako da jih je preko 100 študentov, ki prihajajo v poletnem semestru. Je pa nekaj študentov, ki so ostali še iz zimskega semestra. V zimskem semestru je prišlo 138 študentov preko Erasmusa, tako da jih je vsega skupaj okoli 250 v tem študijskem letu, ki prihajajo na študij na našo univerzo. Kaj je tisto, da Univerza Maribor prepriča tujega študenta in pa da Maribor prepriča, da se vračajo in pa da vedno prihajajo znova novi? Ja, res zanimivo vprašanje. Jaz mislim, da je veliko na organizaciji. Mi smo sami preko statistik, ki jih vodimo, zaznali prav ta efekt. Organizacija študija v Mariboru je po mojem tista, ki privabi vedno znova študente. Namreč znano je, da poleg organizacije, ki je na plečih profesorjev, koordinatorjev na fakultetah, je pomemben del na študentih. Veste, da imamo posebno društvo, da tako rečem, to je Erasmus Student Network, torej organizacija, ki jo vodijo študentje za organizacijo študija oziroma bivanja tujih študentov na Univerzi v Mariboru. Imamo tutorski sistem, torej študentje z Univerze v Mariboru se angažirajo za študente, ki prihajajo. Iz katerih držav pa prihajajo vse študenti, katere so tiste najbolj zastopane? Največ študentov je v zadnjih letih prišlo iz Francije, zanimivo. Tudi letos beležimo v tem semestru največ študentov iz Francije in Španije, takoj sledijo te dežele, kot so Španija, Portugalska, seveda tudi iz drugih držav, kot so Češka, Madžarska, Nemčija. Tuji študenti prihajajo k nam, kaj pa naši študentje se odločijo in grejo tudi v tujino študirati? Moram reči in pohvaliti vse naše študente, da vedno bolj cenijo in vedno bolj izkoriščajo to možnost, da odhajajo v tujino. Mi beležimo izredno strm porast študentov, ki odhajajo v tujino. Recimo pred 2 letoma smo imeli okrog 150 študentov, kar je poraslo lani na okoli 200, nekaj čez 200 študentov. In v letošnjem letu smo presegli prag 300, torej izredno strm porast. In kot pravim, zelo vesel sem, da so študenti spoznali to možnost, da to možnost imajo in da jo tudi izkoristijo, da lahko odidejo v tujino in si naberejo novega znanja, novih izkušenj, se seznanijo z novimi, torej drugimi jeziki, drugimi kulturami Evrope. Zraven študija je pomembno tudi samo družabno življenje. Kaj ste naredili na tem področju in mogoče pomagate tisti prvi kontakt postaviti z našimi študenti? Imamo Erasmus Student Network, torej tale Student Club, kot sem jim rekel, naših študentov, torej študentje, ki to organizirajo. Študentje v Erasmus Student Networku pripravijo celoten plan, seveda, ki se začne z Welcome Week, torej teden spoznavanja, druženja in seveda imajo natančen plan vseh aktivnosti, ki jih prirejajo za tuje študente, tako da tudi organizirajo ekskurzije, da jim pokažejo kako stvar v Sloveniji, torej da niso omejeni samo na Maribor, najprej seveda spoznajo, bomo rekel, in kulturne in druge značilnosti Maribora in kasneje še stvari na področju cele Slovenije. Sama ste kot študentka prišla sem po znanje. Zakaj prav Maribor in zakaj ste se odločili, da ste ostali tukaj? No, torej, sem Poljakinja, na Poljskem sem študirala slovenščino pa prevajanje in Slovenija mi je postala všeč, blizu srca in potem je bila možnost, da sem prišla sem. Tudi prej sem obiskovala seminarje slovenskega jezika in kulture v Ljubljani, potem pa slučajno sem se odločila za Maribor, ampak ne obžalujem.
Ob vseh študijskih obveznosti ste se odločili, da boste pomagali tudi študentom. Zakaj? Zdi se mi vredno, mislim, pomagati študentom pa veljati to izmenjavo. Mislim, da je res nekaj, ki lahko ovrednoti naše bivanje tu, pa življenje študentov, kulturna izmenjava, kulturne izkušnje, tako da mislim, da je vredno. V tem času, ki ste tukaj, se vam je najbolj stisnilo v spomin kot Maribor mesto, univerzitetno mesto? No, sem oseba, ki zelo veliko daje na kulturo, tako da vse kulturno dogajanje, ki je tukaj, festival Lent, pa